Si že bil v situaciji, ko si moral na ves glas pohvaliti kosilo že samo zato, ker je mama to nedeljo vanj vložila toliko truda? Poskrbela je za vsako malenkost, od raznovrstnosti jedi do pisanih dekoracij. Tudi miza je oddaleč izgledala tako zelo okusno, da si komaj čakal, da bo spet poskusil njen testen krompir. No, potem pa ugotoviš, da je krompir malce presoljen, njena nova sladica pa malce prekisla. Ampak tega mami seveda nikakor ne zameriš, ker te je tokrat prijetno presenetila svojo izvirnostjo. Taka je tudi zgodba novega Peugeota 2008. Zanimivo oblikovanje je bilo tokrat ena izmed prioritet. Oblikovalec se je v iskanju kompromisov med obliko in funkcionalnostjo pomaknil k skrajnim mejam. Linije, ki jih je začrtal njegov svinčnik, so ostre in dinamične. Zaradi drznega videza z boka, od zadaj in od spredaj je novi Peugeot 2008 v svoj segment vnesel obilo svežine. A za razumevanje celotne zgodbe moramo novinca primerjati s predhodnikom. Če nam dovolite malce pretiravanja, bomo dejali, da je bil prejšnji 2008 bolj dolgočasen. Zasnovan je bil bolj z namenom zagotavljanja preproste vsakodnevne mobilnosti, manj pa igranja na čustva svojih kupcev. Nagovarjal je manjše družine, prijazen pa je bil tudi starejši populaciji voznic in voznikov. To je preteklost. Novi Peugeot 2008 je pravi SUV, ki se zgleduje po svojih bratih 3008 in 5008. Želi biti izstopajoč, drzen, na trenutek celo malce pred svojim časom. In to se tako kot na zunaj opazi tudi v potniški kabini. Notranjost vozila je za ta segment vozil zasnovana izjemno domiselno, da ne rečemo futuristično. Gre za bogastvo oblik, detajlov in različnih materialov. Njeno srce predstavlja 3D zaslon pred voznikom, ki informacije prikazuje v dveh nivojih. Gre za zelo privlačno in pregledno rešitev. Prikazane informacije lahko po želji prilagajamo, zaslonu pa zaradi zanimivega koncepta ne zamerimo niti nekoliko počasnejšega delovanja. Kljub temu, da ima novi 2008 višji odmik od avt, lahko sedimo bolj nizko. Volanski obroč je takšne, zanimive oblike, merilnike pa gledamo nad njim, kar izniči potrebo po ločenem projekcijskem zaslonu. O zasnovi Peugeotovega kokpita je bilo prelitega že veliko črnila. Mi bomo dodali le, da je izkušnja za volanom v skladu z njegovimi voznimi lastnostmi. Če bi glede na obliko morda tako celo pričakovali, novi 2008 ni športen. Njegovo podvozje in krmiljenje je namreč izredno mehko, kar nas spominja na Citroenova vozila, če veste, o čem govorimo. 1,2 litrski turbobencinski motor, ki razvije 96 kW oziroma 130 konjskih moči, je na strani tistih bolj varčnih. Na našem testnem krogu smo pri mešanem ciklu zabeležili rezultat 6,3 litra na 100 km. Avto je prostorsko nadpovprečno bogat, pa tudi praktičen. Zadostne količine prostora bodo veseli potniki na zadnji klopi, prtljažnik pa je poleg prostorske velikodušnosti tudi zelo prilagodljiv. Potniška kabina je bogata tudi z odlagalnimi mesti. Izstopa predvsem osrednji predal pod stikaljem, ki ga lahko priročno odprete in na vratca postavite mobilni telefon. Na koncu tokratnega nedeljskega kosila smo se mami prav lepo zahvalili in se nekaterim prijateljem kasneje tudi pohvalili, kako čudovite kulinarične izkušnje smo bili deležni. Če vam je ljubši tradicionalen pražen krompir, potem se boste zgodbo, ki jo piše novi 2008, težko poistovetili. Če si na drugi strani od avta želite malce več domiselnosti in drznosti, pa je slika lahko povsem drugačna. Novi 2008 je namreč Peugeot nove dobe. Predlagamo, da ga postavite v ožji izbor. Cena namreč je prava. Podobne vsebine lahko najdeš tukaj, tukaj, tukaj. No, tukaj pa se subscribaš na naš kanal. Čau! Jodaj. Kaj bomo pa zdaj? Jemo in pijemo. Ok. Dobro.